Hvala lepa. Jaz sem še pogledal tole, kar se znanosti tiče za vse skupaj. Splošno je seveda sistem učenja, visokošolski sistem pa sistem raziskovanja, že vse evropske deklaracije govorijo o enotnem visokošolskem raziskovalnem prostoru, sprav tega ne ločujejo. Pa nas to kar ves čas ločujemo, to je zdaj zopet eno vprašanj, ampak jaz sem poskusil nekaj napisati in gospod Adam je pravilno gotovil, da ta ideja nima večinske podpore ne med predstavniki vlade, ne v raziskovalnih organizacijah, niti ne v univerzah. Se pravi, iz tega je treba seveda sklepati, da bi bilo preden sploh pred kakršnokoli reformo začnemo, bi morali imeti vsaj minimalni konsens o faktih. In to je eden od problemov pa nas. Mi, preprosto to, da je kolega Kopač rekel, mi nismo realistična družba. Mi v bistvu ne spoštujemo realnih stvari, mi se ne pogovarjamo o stvarih kot so, ampak se pogovarjamo vedno o stvarih kot naj bi bile. Ne? In to je ena od osnovnih reči. Zato sem jaz tele postavil čist 3 enostavno vprašanje, na katere bi morali vsakega, recimo v volilnih tekmah ali čemerkoli vprašati vsakega človeka, ki se recimo govori o znanosti ali pa o raziskovanjih, za naslednja vprašanja, ali se strinja s tem podatkom, ki je seveda javen. Torej, prvo vprašanje je odstotek mlade populacije, ki se opisuje na prvo, drugo, tretjo bolonjsko stopnjo, torej mladi, ki so stari med 18, 19, 21, 22, 14, 17, je povsem neustrezen. Ja ali ne? Drug sistem je, da so status zaposlitve, financirana obveznosti, evalvacij na visokošolskem raziskovalnem sistemu je neprimerljiv med obema tema skupinama in je krivičen do obeh dejavnosti. In tretjič, ali je bolonjska reforma v Sloveniji uspela ali ne? Odgovor je ne. Ni. Bolonjska reforma v Sloveniji je padla na vseh 5, 6 pa 7 točkah, jaz sem lahko naštel vsako posamezno, niti v eni točki ta reforma ni uspela, še več, šla je v popolnoma nasprotno smer in potem govorijo, da je slaba bolonjska reforma za nič. Seveda je, če jo gledamo tako, kot je pri nas. To so 3 glavni problemi. Ampak ne uspela je tudi drugod. Tam je že bila v glavnem. Nemci so naredili raziskavo, pa tudi pri njih ni uspela, so stare strukture. Verjetno je v tem smislu, ko so se začeli pogovarjati, so začeli spreminjati tisto, kar je bilo, ker v bistvu bolonjska reforma posneta po anglosaksonskem, pravzaprav po angleškem sistemu, ki je bil in so jo začeli nekam v tisto smer riniti. Dejstvo pa je, da tisto idejo, ki je lahko o tem razpravljamo, zdaj ne bo tem razpravljamo, lahko izdelamo, kje so centralne točke pri nas, ker pri nas ni uspela v bolj ključnih rečeh. Če govorim samo o številu programov, pa vsem tem. Ampak zdaj bi hotel samo to, kaj bi lahko naredili v skladu s prvo točko, je treba preprosto narediti omejitev opisa. To je na prvi bolonjski stopnji največ 50% generacije, ker preprosto več kot 50% generacija že po kaosu ni sposobna za to, ker je to terciarna izobrazba. Drugič, se pravi, na drugo bolonjsko stopnjo 25 polovico od tega, kar pride, in na tretjo stopnjo pa spet polovico od tega. Se pravi, na doktorski študij bi šlo po vseh najbolj optimalnih kriterijih, največje možne 12% ljudi. In to se doseže preprosto s selekcijo. Ali je selekcija v prvem letniku z nekimi izpiti, ključnimi izpiti v prvem letniku, ali pa se naredi sprejemne izpite. To je danes možno z obstoječo zakonodajo. Možno. Samo treba je hoteti. To je prva stopnja. In tu je skrit in ogromno denarja. Če veliko profesorov je s tem bi število profesorov na študenta strahovito povečal, kar bi izboljšal študij, olajšal profesorem delo in tako naprej in jim dal možnost za raziskave. Sprav, vse bi bilo boljše, ampak se to ne naredi. Druga točka. Sprememba delovne zakonodaje je treba v tem, da se financirane, se pravi statusi, nazivi na raziskovanjem in visokošolskem izenačijo. Dejstvo je, da zdaj eni so plačani, drugi niso plačani. Ne? In tu seveda pa vlade nočejo tega narediti, ker če bi plače raziskovalcev, ki je cirka 2 do 3 tisoč, če bi to utaknili v proračun, seveda bi se naša javna poraba še preprosto zvečala v odstotkih proti Evropi. Ne? Ti odstotki, ti javne plače vseh raziskovalcev so zdaj v projektih. Ne?
In to je tisti del, ki ga vsi vidijo v Evropi, pa to, skratka, mladega strašno rade vidijo, da je nekaj v projektu, ne pa v plačah. V resnici so pa to plače. Ko gledate na televiziji, zakaj nismo recimo financirali, tam je pa pred 40 dnevi, zakaj nismo nekega, si je bil tam predstavnik Arsa, pa Bobina, pa ta šef Odmevov, zakaj ni raziskovalna skupnost financirala nekega toliko krasnega projekta, ki je pripeljal do nekega odkritja v medicini. In se je ta predstavnik Arsa zvijal, ni pa povedal preproste reči, da pri nas v bistvu financiranja projektov ni, ker je komaj denarja za to, da se financirajo vsi inštituti, da se financira inštitut Štefan, da se financira inštitut Kemijski inštitut, pa Nacionalni inštitut za biologijo, skratka vsi inštituti se morajo pokriti, ker država ne more reči, vi pa niste, imate minus na računu. In zato jih mora financirati, potem razdelijo denar. Denar se pač razdeli potem toliko, da ga vsi dobijo, vsi ga pa dobijo minimalno in ga potem krpajo. In tu ni nobene možnosti za kakršnokoli resno evalvacijo. Vse je evalvirano tako, malo po občutku, malo že potem, da pridejo tam tisti, ki so morda malo boljši. V resnici za projekte v Sloveniji ni evalvacije. To je treba eksplicitno vedeti, ker ni denarja za to. Ker je po eni strani preveč, mi imamo v smislu preveč raziskovalcev. Preveč jih je. Ker, če računate, da bi vsi ti raziskovalci lahko učili, pa praktično jih 2/3 ne uči, kaj, ponavljam spet vprašanje, kaj lahko naredi inštitut več, kot lahko naredi univerza? Kaj lahko naredi drugačnega v današnjem stanju? Nič, ker glavna naloga inštitutov pri nas je izobraževanje in hvala Bogu, to je krasno. Izobražujejo, vendar to dela tudi univerza. In zdaj imamo tukaj na univerzi raziskovalce, pa na inštitutu raziskovalce. Eni so plačani, pa ne morajo raziskovati, ker morajo vaje imeti, diplome imeti in vse ostalo, pa morajo imeti iste kriterije kot ta drugi. Se pa je popolnoma jasno, če nekdo ima vaje, dela izpite, pripravlja vse to, pa mora na raziskovalni kot kobajaki tekmovati, da bo lahko tako z nekom, ki samo raziskuje. Tisti, ki pa raziskuje, pa seveda zaradi tega, ker univerza brem za vse ostalo z habilitacijami, pa nima študentov in se gredo potem neke univerze, nočejo pa seveda na inštitutih učiti na prvi ali pa drugi bolonjski stopnji, ker je pa to zahtevno delo. Vsi inštituti imajo radi tretjo stopnjo, da učijo za doktorate, ki jim ni treba učiti, imajo zastonj delovno silo in delajo članke in končano. Medtem ko na univerzi pa seveda morajo pa učiti tisto, kar se reče težaško delo, kot iš prvo, drugi letih, tretji letih, ki se vsi tam borijo z vajami in podobno. To je ta neenakost. Eni imajo ene ugodnosti, ker imajo študente, pa to zelo, drugi imajo pa čas, pa aparate, pa nimajo študentov. In potem, kakorkoli je bila tale akcija 2000 mladih raziskovalcev v leta 90, zakaj pa je bila v bistvu? Zato, ker na inštitutih ni bilo ljudi več. Zato se je bilo treba mlade ljudi tja spraviti. Da bi dali vse skupaj združili z univerzo, pa je bila stvar rešena. Ampak in to se še zdaj ponavlja. Na inštitutih pač ni mladih ljudi, ki jih nima odkot biti. Če ni univerza, mladih ljudi ni odkot pridati. Se pravi, to so problemi. Pa še tretja stvar je pa, smeme to smo rekli, jaz mislim, ukinitev agencije NAKVIS je nujna, ker je agencija NAKVIS praktično kriva za čisto vse, ker odpovedali so se kvaliteti, nadzoru kvalitete študija, odpovedali so se evaluaciji, poleg tega je pa čist inbreeding. To, če so vsi člani z univerze, z vseh univerz, je popolnoma jasno, da ne morejo oni ocenjevati svojih programov, ki so jih razmnožili čez vse mere. To je vse kar je vedel povedati. Edino na koncu, da dokler ni nekih sistemskih rešitev, da bi se izenačali ali pa zmenili, a te 3 točke veljajo, se sploh ne splača govoriti o financiranju. Nima nobenega smisla. Dodatno financirati, nima smisla.